Tako, malo uvoda kot takega se je včasih kar vprašanje lahko, kaj pravzaprav ima dialog skupaj z sveto mašo, Evharistijo. Pa vendar je prav to, da tudi z obredi, ki jih imamo, tako pri sveti maši, kakor v vsakdanjem življenju, stopamo v dialog, stopamo v globlji medsebojni odnos. In je to del naše kulture in življenja vsakega človeka. Seveda imamo določene obrede že od jutra, ko vstanemo naprej, kar po domače rečemo navade, ne? Ampak so neke vrste obredi, s katerimi mi vstopamo v dan, vstopamo potem v življenje, ki nam omogočajo nekje, da zaživimo dan tisti polnosti. Včasih se niti ne zavemo, kako smo precej odvisni od te naše vsakdanjosti in vsakdanjega načina življenja, ki ga živimo, dokler se kaj ne spremeni ali pa dokler kaj ne moremo. In je obred, so ti že čisto vsakdanji stvari, ne, s katerimi se obračamo in vzpostavljamo tudi odnos drug do drugega. Tudi kako se pozdravimo, kako vstopamo v pogovor drug z drugim, kako pripravimo zajtrk in ga obhajamo, kosila, večerje, vse to. Večkrat je tisto, da s tem vzpostavljamo neki odnos, dialog in nas to tudi medsebojno bogati, prav na ta način, kako pristopamo, kako smo v to noter dani. V religioznih obredih, kot je sveta maša in drugi obredi, obhajanje drugih zakramentov in tudi zakramentalov, pa je tudi obred tisto, s čimer se mi vstopamo v odnos. Ne z tistim, ki bi ga lahko videli, ampak vstopamo s tistim, ki presega, ki transcendira to navzočnost, biva na drugačen način v nas in med nami, pa vendar nas prav to, ti obredi povežejo z njim in tudi bogatijo naše življenje. In je zato tudi vsak tak obred koristen, pomemben tudi za naše življenje. In danes bomo prav to razmišljali, čem je tudi pomen tega obreda, vsakšnega obreda, še posebej svete maše, in kako to pomaga, da se gradi naš medsebojni odnos. Vsi ti obredi, ne, kot sem rekel, od jutra do večera, od naših obedov do naših vsakdanjih odnosov, prijateljskih odnosov, ljubezni, dajo našemu življenju eno barvo, en pomen, in daje tudi barvo odnosa do nas samih, kakor tudi do drugih. Se večkrat spomnim, ne, tudi včasih, kako je čisto drugače, kako, če smo tudi sami pri raznih obedih, od zajtrka do kosila, kako stvar pripravimo, kako vstopamo v to noter. In če smo za to pozorni, malo bolj lahko vidimo. Vem, da je en župnik pred leti, že kar 20-30 let nazaj, je bil sam, pa pač imel tudi gospodinjo, in je včasih gospodinji se ni dalo preveč to lepo pripraviti, vse, ne. In je rekla, ja, pa zakaj moram potem to pomivati, vse, ne, pa dati lepe krožnike, lepo pogrniti in vse to. Pa pravi, ja, ker je kosilo čisto drugačno, če ga pojemo, če ga pojem tako ali drugače. In je rekel, raje grem jaz tudi pomagati pomivati, kakor pa, da mi kar tako postrežete, ne. Ja, se je zavedal, da je tudi ta obred, že sam kosila, večerje, kako pripravi, poje, si vzame čas, nekaj čisto drugega, ne. En globlji odnos, spoštovanje do sebe, do hrane, do drugih, kako lahko prav že s tem pokažemo, kakor tudi s vsemi drugimi obredi, tudi liturgičnimi.
In pogosto je prav to srečanje pri mizi, v družini, nekaj bistvenega. In vsi, tudi psihologi, sociologi poudarjajo, če ni mize, kjer se lahko srečuje družina, kjer se obhajajo njihovi vsakdanji obredi, bo ta odnos se prej ali slej porušil. Se potrebuje čas, se potrebuje obred, se potrebuje nekaj, kar povezuje družino, povezuje tudi zakonce. In tako imamo tudi v cerkvi kot družina božjih otrok, v župniji ali katere pač družine, ker smo tako malo razdeljeni, krajevno, da rabimo prav tako mizo, kjer se srečujemo, ker lahko skupaj ustvarjamo medsebojno povezanost, edinost skozi obrede, tako najpogosteje svete maše, kakor tudi drugih raznih pobožnosti. In ti obredi so zdravilni in pomagajo nam, da smo v enem globjem odnosu z Bogom in med seboj, in tudi ustvarjajo neko sožitje med nami, eno harmonijo, eno povezanost, ki jo večkrat, nažalost, se niti ne zavedamo, kako mnoge stvari, dokler nekje ni možnosti tega imeti. Čavis covida, ko nismo mogli iti skupaj priti k obhajanju svete maše, je pokazal, kako nam manjka prav tudi ta osebno druženje, zedinjenje, povezanost z Bogom prav v enem fizičnem prostoru, ne zgolj virtualno preko Zooma ali drugih internetnih povezav, ki smo jih uporabljali takrat za sveto mašo, da smo prenašali. Da je nekaj posreduje, ampak ne da tistega konkretnega začutenja tega obreda, ki se obhaja v enem določenem prostoru, tudi sakralnem prostoru, kot je to sveta maša. In ta obredni dialog, ki se ustvarja med nami in z Bogom, so pravzaprav tisto, kar omogočajo dejanje nekega občestva, ene skupnosti, ki razodeva, kdo in kaj smo. Ta obred nam prav to pokaže, kdo smo, kaj smo, komu pripadamo, s kom komuniciramo, smo v dialogu, kdo so naši tudi prijatelji, kdo je naša družina, kdo je skupnost, ki obhaja in praznuje. Prav to vse, tudi kako en obred obhajanja rojstnega dneva, ali godu, ali kakšne druge obletnice, praznike. Prav to pokaže, kdo smo, kaj je tisto, kar nam je sveto, kar je pomembno, kar daje našemu življenju tisti smisel, vsebino in moč, da lahko gremo naprej v svojem življenju. In ti obredi tudi ustvarjajo neko sozvočje tako na zavedni kot podzavedni ravni. In tako v nas samih, kako tudi družbi, skupnosti, ki pripadamo. In nas tako tudi ta dialog, ki se ustvarja pri vsakem obhajanju obredov, najrazličnejših vsakdanjih ali tudi liturgičnih, prav to, da nas poveže v tudi naših idealih, tudi naši veri, našem upanju. In ima tako tudi vsak tak obred, kot jih imamo tudi v državi, zakaj so tudi državni prazniki, državne proslave, vse to so tudi neke vrste obredi, ki nam pomagajo tudi, da ohranjamo svojo identiteto, da ozaveščamo, kdo smo, komu pripadamo, kaj je za nas pomembno, kaj so tudi naše vrednote. In da nas tako medsebojno povežejo in nam medsebojno dajo moč za življenje. Anselm Green, ki je napisal tudi knjigo o obredih, zelo lepo opisuje, kakor pač on zna, na preprost način, različne obrede tudi
čisto vsak dan je, kot smo jih že omenili, in kako pravi, da lahko vidimo 10 lastnosti obredov, ne, ki so tako čisto vsakdanjega življenja, z našega življenja, ki ga živimo, kakor tudi same potem obredov, liturgičnih obredov, kot je sveta maša in drugih, ne. In pravi, da obredi odprejo nebo nad življenjem, ne. Ali kako bi rekel, da prinesejo v našo rutino, neko čisto vsakdanjost, nekaj tisti vsakdanji tempo, neki oddih, počitek, je eno bližino drug z drugim, kakor tudi z Bogom. Drugo je, da zaprejo ena vrata in odprejo druga, ne? Da zaprejo preteklost, odprejo novo prihodnost. To še posebej je obred obhajanja novega leta, ne? Kako obhajamo, se pripravljamo na novo leto in kako se zapre eno obdobje, ne? In vstopamo v novo. In kako je to, če mi to zavestno naredimo, ta obred prehoda, kako to pomaga človeku globje živeti življenje. In zna in mu pomaga osmisliti to, kar je živel, in pomaga pogledati naprej. In zato ni zdaj vse eno, kako obhajamo, ne, kako se poslovimo od starega leta in kako vstopamo v novo leto. Tako kot rojstni dan, ne, je tudi eno čudovito obhajanje, ne, ker je obhajanje hvaležnosti za leto za nami, ki smo ga smeli preživeti, in odpiranje vrata naprej. Lahko rečemo, ja, kakor je bilo večkrat, ja, sej rojstni dan ima vsaka žival. Ne, ima ga tudi vsak človek. Zato tudi tako pomembno je za nas, kristjane, da tako pripravljamo se na rojstni dan Jezusa Kristusa. Imamo kar 4 tedne, adventne tedne priprave na rojstni dan. In kako je za nas pomembno, da se je Jezus Kristus rodil, da je postal človek, in to vsako leto obnavljamo in zaveščamo ta dar življenja, tudi novega življenja, ki nam je dano po Jezusu Kristusu, po njegovem tudi rojstvu. In kako je zato tudi prav, da se tudi mi, podobno kot praznujemo in obhajamo in se pripravljamo tudi na rojstni dan Jezusa Kristusa, tudi na naš rojstni dan. Kajti brez tega, da bi se rodili, ne bi mogli postati tudi kristjani, ne bi mogli postati Božji otroci, ne bi mogli obhajati tudi naš god, ki je zelo pomemben, ker razodeva naše tudi krstno dostojanstvo, Božje otroštvo, ki nam pomaga globje stopati v odnos z Bogom Očetom, po Jezusu Kristusu, Svetem Duhu, če se ne bi rodili. Oziroma še prej spočeli, ne? Kako je vsak del tega našega življenja in dogodkov življenja pomemben in je tudi potrebno, ja, eno obredno obhajanje, da lahko nam osmisli to in da en globlji pogled na naše življenje. Omogoča nam, da izrazimo tisto čustva, ki jih drugače v vsakdanjem življenju ne izražamo, da lahko na neki globlji način izrazim. Je zanimivo, pač ena zadnja izkušnja, ravno prejšnji vikend sem imel duhovne vaje za zakonce. In smo, preden so imeli pač nagovore zjutraj in popoldan, so bili povabljeni, da masirajo drug drugemu. Prvič je bilo, da so masirali v tišini in molku roke. Najprej mož ženi 3 minute, potem žena mož. Potem drugič je bilo masirati vrat in tukaj pleča in so masirali. Potem so masirali noge. In kaj je bilo zanje nekaj neverjetnega? So spoznali, kako se v 3-6 minutah povežejo globoko in izrazijo in doživijo nekaj, kar bi drugače ne mogli doživeti preko besed, ampak preko, lahko rekel, tudi obreda preprostega masiranja. In kako je ena gospa potem rekla na koncu,
3 minute na dan, pa si res lahko vzamem časa in si ga lahko vzamemo drug za drugega, ali pa 6 minut, ne? In če bi samo si takole masirala drug drugemu, kako bi postala eno, ne? In so vsi pritrjevali. Kako so se povezali, kako so se zedinili preko čistenega običajne geste, ki pa ni običajna, ne? Ker si ne vzamejo tudi oni čas za to, ne? Da bi se tako preko enega preprostega masiranja povezali, ki lahko postane tudi molitev, ki postane slavljenje, zahvaljevanje, želja biti čim globje eno, povezan. Tako so veliko vsakdanjih stvari, ne, ki bi jih lahko pomagala, da nam v zavesti odprejo oči, da izrazimo tisto globje, kar je nas, gre kar mimo nas, če teh stvari, teh obredov ne ozavestimo. Ali pa naredimo samo funkcionalne, ne pa tiste, ki nam pomagajo globje živeti. Pomagajo oblikovati globje, izraziti tudi naše odnose. In eno storilnost, ne, kako je ena globja povezanost tudi tista, ki dviga našo storilnost, kako lahko veliko bolj potem več naredimo, bolj hitro, če nekje smo notranje stabilni, notranje uravnovešeni. Utemeljuje tudi identiteto posameznika, družine, podjetja, cerkve, družbe, ne, kako, ja, tudi sveta maša, ja, da ni zdaj samo to, ker je obveznost, ne, ali pa ker se bom srečal z Bogom, prijel sveto kajilo, ampak da je tudi tukaj, da pokaže našo identiteto, da smo kristjani, da smo pripadamo družini, cerkvi, temu občestvu, tej župniji, da je prav tudi ta komponenta zelo pomembna in da je tudi, ki izraža in omogoča, da lahko bolj polnosti živimo to, kar smo. Ustvarja sveti čas, kraj, ne, kjer lahko globje se dotaknemo tudi globine samega sebe, izrazimo sebe in tudi damo prostor drugim, da lahko vstopijo v ta globji odnos z nami. So, kakor pravi Anselm Green, kakor spominski predmeti, ne? Nekaj, ob čemer se jaz spomnim, ker določene stvari ozavestim. Ustvarijo dom, domačnost, en občutek, da nisem sam in sem lahko prepričan, da me obdajajo tudi drugi z ljubeznijo in spoštovanjem. In kako je to, ja, pomembno tudi ozaveščati to zavedanje te medsebojne pripadnosti, ljubljenosti, medsebojnega spoštovanja. In govorijo nam, da moje življenje uspeva, ne? Da je Bog navzoč v mojem življenju in omogočajo to globje srečanje med samim seboj, drugim in Bogom. Pa se lahko malo ustavimo, pa za minuto vsak zase pomisli, kje v svojem življenju čuti tudi določene obrede, ki mu to omogočajo, o čemer smo premišljevali in kar nam govori in spodbuja tudi Anselm Green. Naprej. Če malo se ustavimo prav o besedi dialog. Verjetno ste o tem že premišljevali, kajti to leto je bolj o dialogu, pa lahko tudi malo obnovimo, ne? Kaj to izraža dialog? Izraža to, da se zbližamo, da se izrazimo, da se poslušamo, gledamo,
spoznavamo, se poskušamo razumeti, iskati stične točke. In nažalostno je, da mi dialog večkrat zamenjujemo s tem, da izmenjujemo mnenja, da pač vsak svoje mnenje pove. Ampak bistvo ni dialoga to, kajti to je večkrat en monolog, ki se ima v dveh tirnicah. Vsak ostaja v svojem in želi čim več prodati svojega, povedati svojega, ne da bi se pustil obogatiti z drugim in z vsem tem, kar mu drugi sporoča. Zato je za pristen dialog pomembno prav to spoštovanje sogovornika. Ena želja, da bi dojel, kaj mi želi povedati, sporočiti, posredovati tisti, s katerim se pogovarjam in sem v dialogu. Je prav ta želja razumeti to, kar nam drugi posreduje, pove. In če to velja v odnosu med nami, koliko bolj do Boga, ali res pristopam tudi k obredu, k sveti maši in drugim obredom, ki so molitveni obredi, res želi, da bi dojel, kaj je tisto, kar mi on govori. Da ni samo to, kar jaz govorim, ampak ta želja doumeti drugega v tistem, kar poseduje tudi Boga, dojeti ga v tisti globini in se pustiti obogatiti s tem, kar mi posreduje. In zato je zelo pomembno v dialogu, da se učimo celostno poslušati. Ker liturgični dialog je dialog med ljudmi in Bogom. In ki nas skliče, še posebej je tudi sveta maša, je odgovor na to, da nas Bog kliče, ali kot je Jezus rekel tudi pri zadnji večerji, srčno sem želel biti z vami, imeti to večerjo z vami. Govori pri Luku, poročilu Luka o Evharistiji. Ja, in je Evharistija tudi odgovor na to srčno željo Jezusa Kristusa, da bi bil z nami, da bi delil sebe z nami, da bi se razodel nam, razkril sebe in svojega očeta v Svetem Duhu. Da je odgovor na to njegovo srčno željo, želim biti z vami, želim biti s teboj in s tvojimi brati in sestrami. In če želimo, da bo ta obred, tudi ta dialog, ki se obhaja tudi in ustvarja v sveti maši, kot bomo potem gledali, je potrebno prav to, in da nas bliža z njim in nas v njem, da bi postajali vedno ena družina, je prav ta način, kako mi pristopamo, ali poslušamo, ali mi samo govorimo. Ni tukaj tudi pri sveti maši, ni res verniki manj govorite, kakor mi duhovniki. Ampak lahko pa tudi ves čas govorite. Ne na zunaj, ampak v svoji notranjosti, v svojih mislih. Kaj se vrti vsakemu izmed nas? Kajti, ko tudi drugega poslušamo, tudi med nami, lahko mi smo skozi v notranjem monologu, v naših razmišljanjih, naših premišljevanjih, naših presojanjih, našem sodenju, vsega drugega. Nismo pa odprti. Ne želimo biti kot prazna posoda, ki bi se pustila napolniti z tem, kar mi je sedaj pri tej liturgiji sveti maši posedovano. Sem lahko v tem notranjem govorjenju, ki se ga večkrat niti ne zavedam, tako poln, da ni prostora za drugo besedo. Ni prostora, da bi lahko slišal Boga, slišal, ki se mi želi preko tega obhajanja svete maše razodeti, razkriti. In takrat tudi mi ne moramo celostno poslušati. To že lahko tudi mi med sabo vidimo, kako težko je res popolnoma poslušati drugega. Biti popolnoma za drugega tam in mu pomagati, da se zave, da je slišan, da je sprejet. Kajti
poslušati drugega celostno, mu dati sebe na razpolago, pomeni izraziti mu spoštovanje, izraziti svoje cenjenje, se zavedati, kako dragoceno je za nas, da je ta človek z nami in da ga želimo mu pokazati tudi naše spoštovanje, prav tudi skozi to poslušanje in s tem, da ga doumemo, dojamemo, kaj nam želi sporočiti. Seveda je tukaj pri dialogu pomembno oboje stransko, ne more samo eden vedno tako poslušati drugega, ne, je tudi to izmenjava. Ampak, če nikoli ne gremo in drugega poslušamo, lahko mi ostajamo vedno sam na svojem bregu in se nikoli ne slišimo. Ne. Nikoli nismo drugemu dar, skozi katerega lahko slišimo, glej, ta človek me sliši, ta človek me dojema, ta človek me sprejema v tem, kar jaz doživljam. Ne. Kako je to pomembno med prijateljskimi odnosi, kako je to pomembno v zakonu, kako je pomembno tudi v družini, med starši in otroki. Kajti drugače, ja, hodi vsak svojo tirnico življenja in se vsak čuti praznega, neslišenega, nesprijetega. In je tukaj en velik razlog tudi enega nezadovoljstva, enega životarjenja in vsega, kar doživimo v sebi in doživlja vsak v sebi, ker ne zmore in ne zmoremo iti do drugega, da bi bili slišani in da bi tudi drugega slišali in tako sprejeli. In podobno se nam lahko dogaja tudi v odnosu do Boga, čeprav se tega ne zavedamo. Gotovo je tudi skozi to, ne, ena molitev zdravih Marij, ne, rožnega venca, je lahko molitev samo našega govorjenja. Ne. Lahko pa je ta molitev tudi molitev poslušanja. Da je to molitev poslušanja, da je pa molitev samo govorjenja. Kadar mi samo drdramo ali pa samo ponavljamo, samo smo tem in smo z mislimi vse posod drugje, ne, je pravzaprav eno samo govorjenje. Ne. Kadar pa smo vsem bitjem v tej molitvi, dopustimo, da te besede, ki jih izgovarjamo, vstopajo v nas, da slišimo, da dojemamo, kaj govorimo, kaj skozi to izražamo, pa je hkrati govorjenje in poslušanje, je in dialog, je nekaj, kar nas te besede izgrajujejo, nam pomagajo globje dojemati, s kom smo v odnosu, s kom govorimo, kdo nam govori tudi preko teh besed. Kajti po eni strani je molitev Oče naša, molitev, ki nam jo je povedal Jezus in nam skozi to vedno govori o svojem očetu tudi in nam razodeva očeta, hkrati pa naš odgovor na očeta, to, kar mi tudi, s čimer mi prihajamo pred očeta, ne, je tako eno medsebojna izmenjava. Ampak ta se ne more zgoditi, če mi samo govorimo in ne poslušamo hkrati. In smo v poslušanju. In celostno poslušanje predpostavlja prav to, da smo mi navzoči, celostno navzoči, da smo ne samo fizično, telesno tukaj, ampak da smo z željo biti tukaj in poslušati. Pomeni tudi, da omolknemo notranje, ne samo zunanje, ampak tudi notranje v naših mislih, v vsem tistem, kar se v nas nenehno vrti in dogaja, da bi lahko bili odprti za tistega, s katerim smo v odnosu, s katerim se pogovarjamo, smo v dialogu. Prav zato navzočnost tudi Boga, če je to ta odnos z Bogom, kakor tudi je v odnosu med nami, ne, ali smo res tudi s pomočjo Boga, tej zavesti, da je Bog z nami, da nam On pomaga poslušati, ne, kajti Sveti Duh nam je dan tudi zato, da bi nam On omogočal, da bi lahko dojeli, slišali, bili odprti za navzočnost Jezusa Kristusa in po njem očeta, da bi mogli slišati, dojeti to besedo
in na njo odgovori, dopustiti, da ta beseda v nas lahko začne delovati. In prav tukaj biti z Bogom in drugimi z vsem srcem, vsemi čutenji, čuti, biti z eno ponižno, sočutno, ljubečo, spoštljivo, spremljajočo držo pred Bogom in drugimi. Da se moramo predvsej tega zavedati, da je ta odnos, kako ga spostavljamo do drugih ljudi, ki jih vidimo, tudi zelo podoben našim odnosom do Boga, ki ga ne vidimo. Zato je evangelist Janez v svojem prvem pismu rekel, kako lahko rečeš, da ljubiš Boga, če ne ljubiš tega, ki ga vidiš, ki je tukaj pred tabo. To je lakmusov papir, ki nam pove, ali je v nas ljubezen do Boga resnična, drugače lahko samo navidezna. In kako lahko rečeš, lahko tudi Janez nadval, da poslušaš druge ljudi, poslušaš Boga, če ne zmoreš poslušati in slišati svojih bližnjih. Je tudi lakmusov papir, ali res poslušam. Ne? Ali pa sem kar v svojem svetu in ne dopustim, da lahko stopi tudi bližnji v moj svet, da ga dojamem, ali pa tako tudi Bogu ne dopustim, da vstopi vame in da bi ga lahko globje dojel in sprejel tudi svoje življenje. Kajti drugače, če ne s tako celostno držo prihajamo, ostane drugi za nas tujec, čeprav se nam zdi, da ga poznamo. In kako je lepo videti, tudi ko večkrat te duhovne vaje, tudi zakonci, ko so že 25 in več let poročeni, in ko jih vadim prav temu poslušanju, ko rečejo, na nov način sem slišal, dojel svojega zakonca. Po 25, 30, 40 letih. Kakšen dar. In kako velika pomoč je tudi v tem poslušanju, da večkrat, ko govorimo, je težko, kako tudi, da napišemo pismo, napisati pismo Bogu, da lahko tudi molitev pišem svoj psalm, pišem tisto, kar se v meni rodi kot odgovor Bogu, in izraziti sebe. In kako tudi zakonci med seboj lahko komunicirajo tudi preko tega, da napišejo drug drugemu pismo, ljubezensko pismo, skozi katerega izrazijo tisto in lahko nekje v miru, v molitvi izrazijo to, kar bi drugače ne izrazili in povedali. Ker besede večkrat, kar grejo mimo, kar je pa zapisano, je tisto, kar je globje. Tako kot je tudi Jezus postal človek, da bi lahko globje ga slišali, dojeli, dotaknili, tako tudi beseda, ki je zapisana, ki je nekje umaterializirana, tudi drugače potem lahko sprijeta od drugega, ki jo prebira, še posebej, če je potem tudi možnost se o tem tudi pogovarjati, slišati, kaj vse za to besedo je drugi želel povedati. In kako na ta način lahko globje komuniciramo. Tako je tudi Božja beseda zapisana, da je lahko vedno znova smo ob njej. In kako tudi mi lahko na ta način komuniciramo z Bogom. Poslušanje prav je tisto, kar je bistveno tudi v tem, ko svetopismo prebiramo, je to, kako polaga Bog Izraelu, Božjemu starozaveznemu Božjemu ljudstvu. Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod je edini, ljubi Gospoda, svojega Boga vsem srcem, so dušo in so močjo. In to je molitev starozaveznega ljudstva. To molitev zmolijo, ko se prebudijo. To je molitev vsakega pravvernega Juda. Prihaja pred Boga prav za to prošnjo, tega, da ozavešča v sebi, da je tisto temeljno, da je lahko to, kar je, skozi poslušanje Boga. In da je tudi za nas, kot kristjane,
tudi tista temeljna drža prav v tem poslušanju. Prav tem, ne, da se zavemo, da je Bog prvi, ki govori nam. Jaz sem dolgo rabil, ne, da sem prišel do tega, ne, skozi ves moje uvajanje v krščanstvo, ne, ki je večkrat je molitev. Kaj je? Molitev je to, da jaz govorim nekaj Bogu, ne. In jaz moram nekaj narediti Bogu, ne, da grem k maši in vse drugo. Kaj moram vse jaz narediti, ne, da sem kristjan in tako naprej, ne. Ne pa, kako mi Bog najprej govori, kako me Bog najprej išče, kako je tisti, ki mi govori. Je treba obrniti, ne, da se zvama, kje pa zdaj Bog govori, ne, kako tudi zdaj meni Bog govori. In dopustiti, da pride prav to tudi bolj v zavest, ne, da je poslušanje, to, da lahko poslušamo, Božji dar. In da nam je Bog dal ušesa in nam je dal tudi zmožnost poslušanja in slišanja. Zato je Jezus vedno znova govoril svojim učencem, ne, poslušajte, da boste slišali, glejte, da boste videli in doumeli. Kajti, če ni tega našega poslušanja, če ni tega našega, da gledamo, poslušamo, ne moremo tudi slišati, videti in dojeti. In da lahko poslušamo, gledamo, je treba umolkniti in biti preprosto navzoč z njim, ki je navzoč po vsem svojem stvarstvu, po nas in po vsem, po Božji besedi, kako tudi po obredi. In papež Frančišek pravi, ne, da je med 5 čuti Bog daje posebno prednost prav poslušanju, sluhu. Zakaj? On ugotavlja zato, da nam pušča bolj svobodo, da je bolj obziren, kajti kar slišimo, nas ne tako potegne, kako tisto, kar vidimo, ne, ker smo večkrat vizualni, razen pač kateri ste bolj slušni tipi, ne. Ampak veliko nas ljudi je bolj vizualnih, kakor pa slušnih, ne. In tudi najtekaj, kar vidim, ne, me veliko bolj lahko potegne, ne, kakor kar slišim, ne. In hkrati nam daje Bog s tem svobodo in hkrati spodbuja temu, da bi, kar slišimo, tudi sprejeli. In papež tudi vabi, ne, kako se uči tudi tega celostnega poslušanja. Pravi, vaditi moramo umetnost poslušanja, ki je več kot le poslušanje. Poslušanje, ki je več kakor le poslušanje. Poslušanje, ki omogoča en dialog, en odnos, je odprtost srca, ki omogoča bližino, da sem jaz z drugim tistim, ki govori. In ki omogoča prav ta odprtost tega, da sem pripravljen poslušati, prav to, kar je pomembno za vsako pristno srečanje. In takšno poslušanje nam pomaga tudi najti tisto pravo gesto in besedo, s katerim bomo mi lahko odgovorili na to, kar smo slišali. Da nismo le opazovalci, ampak smo tisti, ki smo eno s tem, ki ga poslušamo. Le s takšnim, pravi, spoštljivim in sočutnim poslušanjem lahko stopimo na pot naše rasti, zorenja in tudi prebudimo v sebi tisti ideal, kateremu nas vabi, da bi zaživeli Božjo ljubezen in jo uresničevali. Ni možne prave ljubezni brez poslušanja. Ni možno spoštovanje brez poslušanja. Samo skozi to se pokaže, da nekoga res ljubimo in spoštujemo in cenimo. In kar vidim, ne, tudi ko delam in spremljam žalujoče, tudi v 3-mesečnem programu, ki ga imamo v Ignacijevem domu duhovnosti in teh skupinah, kako mnogo žalujočih ljudi trpi in zelo trpi, ker nima ob sebi človeka, ki bi jih poslušal, ki bi jih slišal o tem, kaj doživljajo, kaj se nosijo v sebi, kakšno so stisko, bolečino in tudi upanje, ki ga nosijo. In je drugim
Mnogi so, na žalost, ki izgubijo moža, ženo, očeta, mamo, brata, po enem mesecu že nadležni, če govori o svoji ljubljeni osebi, ki jo je izgubil, da je nekaj narobe, z njim, da se še kar nazaj nekaj spominja, pa da še v sebi nosi žalost, stisko, da je treba pač živeti naprej, kaj šele, če to po enem letu in več. In kakšno stisko še dodatno doživljajo ti ljudje, ker niso slišani, ker niso sprijeti. In ker niso slišani, tudi ne morejo, nimajo možnosti, da preobrazijo vse to, kar notranjosti doživljajo, da zmorejo spostaviti nov odnos z tem človekom, ki ga fizično več ni, ampak je še vedno navzoč. In se ta njegova navzočnost, ki je drugačna in ki jo je potrebno prav spostaviti. Tako kot so, pa se večkrat ne zavedamo, tudi apostoli, po Jezusovi smrti, so oni bili brez Jezusa fizično navzočega. In so rabili precej časa, da so ozavestili, kako je Jezus Kristus z njimi naprej navzoč, kot stali Kristus. Kako je on navzoč v njihovem življenju, kako on je še naprej njihov sopotnik, kako ta zgodba ljubezni, ki se je odvila med njimi in Jezusom skozi 3 leta, tisti, ki so bili od začetka, drugi pač tudi manj, kako se ta ljubezen nadaljuje, ta živa navzočnost Kristusa. Tako tudi mi, nismo tega doživeli, ker nismo nikoli Kristusa srečali v živo, kakor pravega človeka. Se niti ne zavedamo, kaj so oni takrat doživljali, apostoli, Marija in drugi učenci. In v procesu žalovanja je nekaj podobnega, da moramo se naučiti na nov način prepoznavati navzočnost njih, ki so živi v Bogu, skupaj z Jezusom Kristusom v Očetu. In kako so oni z nami. In tukaj, kako, če nimamo nekoga, ki bi nas poslušal, ki bi nam pomagal, da se slišimo, da lahko besedimo to, večkrat ta proces tega spostavljanja novega odnosa se ne zgodi in ga ne moremo videti, prepoznati. Tako tudi tega učenja, tudi poslušanja in možnosti prepoznavanja navzočnosti Boga v našem življenju, ki je drugačna, kako smo je pač tako fizično navajeni. Zdaj bomo pa šli še malo pa kar k sveti maši. Malo sem že dolgi, tako da mogo malo bolj hiter biti. Kako se ustvarja tudi dialog, kako se spostavlja ta dialog poslušanja, sprejemanja in tega, kar pri vsaki sveti maši se zgodi. Kako pomembno je že to, naša pot k sveti maši. Ali tudi kako se že doma oblečemo, pripravimo in gremo, da je tudi to, kar vstopamo v odnos z njim, ki nas čaka tam v skupnosti, kateri smo zbrali v svetem prostoru svete cerkve. Kako vstopamo tudi z odnos v to, da ko odpremo vrata, pa kljuka, kako odpremo, je tisto, da podamo Jezusu Kristusu in vsej skupnosti, ki nas čaka, tudi roko. Kljuka je pravzaprav roka, ki nam je podana, tistega, ki nas pričakuje, ali doma, ali v hiši, kamor gremo, ali v cerkvi, kamor so napoteni. Drugo je, da se pokrižamo z blagoslovljeno vodo, da se zavedamo prav tega, da smo zdaj v imenu nekoga, ne kar tako, ampak smo zdaj zbrani in bomo tukaj v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. In da se zavemo, da smo lahko tukaj popolnoma kot doma, ker smo bili krščeni. Zato tudi blagoslovljena voda, da se ozavestimo, kako smo postali Božji otroci
in da to Božje otroštvo izpovedujemo tudi zdaj, ko pridemo, da bomo skupaj z brati in sestrami poslušali Boga in se dopustili, da se bomo globje srečali in povezali z njim. Ko gremo do sedeža, počasi stopamo proti središču cerkve, kjer so pač tudi včasih tudi obredno navade, kjer se ustavimo, da pokleknemo, da je tudi to nekaj, s čimer mi izrazimo, da enako naše izraz spoštovanja, tega, da želim, poklekniti, pasti na kolena pred mojim Bogom, Očetom, Jezusu Kristusu, po Svetim Duhom, da samo kot svoboden človek jaz zavestno pred njim pokleknem. Je nekje tako pokažem tudi svoj odnos do Boga. Pokažem do njega, v katerem imenu bom zdaj zbran, tudi preko te moje čisto telesne drže. Da se usedem, tudi da sedim, da sem pripravljen zdaj iti v držo poslušanja, kajti sedenje mi pomaga, da sem lahko zbran, da poslušam in da lahko tudi v tišini molku čakam na njega, v katerem bomo sedaj začeli potem obhajati sveto liturgijo, ki je lahko v tišini ali pa je lahko tudi v tihi molitvi, kajti tudi ta tišina je lahko molitev, je biti z Bogom in je včasih tudi, kar mnogi ljudje pogrešajo. Lepo je tudi skupna molitev rožnega venca in vse to, ampak da ni časih prostora niti za minuto ali 2 minuti, da nekje smo lahko v tišini, v molku, zbrani in v zavesti pred njim, ki nam želi spregovoriti, biti z nami. In je nekaj, kar se moramo tudi v naši katoliški cerkvi kar precej učiti, biti skupaj v tišini, molku in začutiti, zaznati, kako globoko govori Božja navzočnost tudi takrat, ko smo v molku, skupaj zbrani, skupaj v tem odprtosti do njega, ki je z nami, ki je tukaj navzoč. Kajti, ko mi govorimo, mu že določamo besede, ko pa smo mi v molku, pa smo odprti za tisto, kar se bo zgodilo. Ko jaz nekaj na glas molim ali pa nekaj v sebi govorim, jaz določam, kaj bom poslušal. Če pa sem jaz v molku in odprtosti, potem pa sem odprt za tisto, kar bo prišlo, kar mi bo dano. Pravi, tukaj je tudi tisto, ali damo Bogu sploh možnost, da lahko razodene tisto, kar on želi, da nas preseneti, ali pa mi vse določimo. Je tudi to, ali je naša ta biti v molku skupaj ali neki odprtosti. Drugo, potem, kako se začne, tudi zvonec, ki pozvoni pri zakristiji, in kako smo povabljeni, da ostanemo, da je kot odgovor, zvonec, ki nas želi opozoriti na to, da vstopamo v nov dialog z Bogom, prav preko obhajanja svete Evharistije in prihodom duhovnika z ministranti, ki bo v imenu nas vseh obhajal to evharistično zahvalno daritev. In da je tudi to stopiti na to pot, biti za njim, je tudi to naše pokazati, počastiti tudi Boga za tem, da ostanemo, biti odprti, biti pripravljen vstopiti na to pot hoje z Kristusom, biti kristjan v tej odprtosti z Bogom, ki se mi želi preko tega obhajanja Evharistije razodeti. In da tukaj lahko pesem, lahko je tudi tišina, da vse nekaj po svoje pove. Ampak že tukaj tudi kakšna pesem je, ali je ta pesem res v skladu s tem, kar želi in k čemu nas vabi začetni del svete maše, lahko pa je nekaj čisto tretjega, da je tudi to, kar lahko pomaga. In da je tukaj tudi na kak način pojemo, na kak način se združimo, na kak način se odpremo tej navzočnosti Boga. Da je tukaj, da skupaj
tudi mi, čeprav smo kot verniki lahko smo klopeh, ne, da mi skupaj z duhovnikom stopamo tudi k oltarju, smo pri oltarju, da je duhovnik imenil nas in za nas tam pri oltarju, da on poljubi, pokaže spoštovanje, ljubezen do Jezusa Kristusa z poljubom, da bi tako tudi mi z poklekom, kot tudi potem duhovnik, tudi s tem poljubom, se odprli tej živi navzočnosti njega, ki ga tudi navzočuje oltarna miza. In potem, da skupaj, ne, v tej povezanosti naredimo križ. Smo naredili ga že na začetku, ne, ko smo vstopili, je zopet obnovimo to zavest v imenu koga smo zbrani. Kdo nas je zbral? Zakaj smo tukaj? Tukaj smo zaradi njega, ki nas kliče, ki nas je poklical v življenje, ki nas je poklical k temu, da smo lahko bili krščeni, smo kristjani, smo poklicani, da smo zdaj ob tem dnevu ali nedelji ali drugem dnevu skupaj zbrani kot družina, da zaživimo in obnavljamo to zavezo ljubezni in spoštovanja v njem. In potem mašnik, ne, ki duhovnik, mašnik, Slovenci imamo mašnik, ki mašuje, mašnik, ne, to besedo, tudi milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha bodi z vami vsemi. Ne, ali pa samo Gospod z vami, moj kratek pozdrav, ne, da se zavemo te navzočnosti, kateri smo. Zopet, ja, da smo tukaj, ali se zavemo, ne, kaj pravzaprav je, in da smo tukaj tudi z duhom njega, duhovnika, ki nas to vabi, mašnika, ne, tako je ta dialog, ne, da se med občestvom in tudi duhovnikom, in ki pri sveti maši na poseben sakramentalen način ponavzočuje Kristusa duhovnika, da skupaj z nami ponavzočuje to njegovo daritev duhovnik. Ne. Kakor pač tudi vsak kristjan v vseh svojih dejanjih, mislih, besedah ponavzočuje tam, kjer je tudi Kristusa, zato nosimo tudi njegovo ime, smo kristjani, da ponavzočujemo njegovega duha. In potem je povabilo k kesanju. Ne. Zakaj je kesanje na začetku svete maše? Ste že kdaj razmišljali? Ali da, meni je zelo blizu prispodoba tega, ne, ker tudi kako delujejo skupine za samopomoč, ne, anonimni alkoholiki ali drugi zasvojeni. Oni na začetku vedno pač priznajo, kaj? Sem alkoholik, ne? Pravi, sem zasvojen z alkoholom. Ne morem se sam rešiti. Potrebujem pomoč vas, ki ste tukaj zbrani, in višje sile Boga. In mi tudi, ko smo zbrani pri sveti maši, je tudi kesanje v tem smislu, da se zavemo, zasvojeni smo z grehom. In greha se sami ne moremo rešiti. Rabimo pomoč Boga in vas, brato in sestre. Skupaj v tej medsebojni podpori, v tem zaupanju Boga, Božje usmiljenje, lahko mi se osvobajamo. Lahko mi nismo sužnji tega, ampak smo svobodni in lahko premagujemo zlo in dopustimo, da v nas zmaguje usmiljenje, zmaguje ljubezen. In to se pokaže tudi to, da pridemo skupaj, ne? Da drugega zmoremo gledati tudi kot brata in sestro. Ni tukaj samo pri maši odnos jaz in Bog, ampak je tudi odnos z mojimi brati in sestrami. In kakšen je moj pogled na tiste, ki so pri sveti maši, razodeva tudi moj pogled na Boga. Če sem jaz dopustil, da je Božje usmiljenje se zgodilo v meni, Božje odpuščanje,
za katerega prosim s kesanjem, in jaz ne zmorem videti drugih bratov in sester z spoštovanjem, z ljubeznijo, z željo po dobrem, z odpuščanjem, potem tudi to odpuščanje od Boga se ni zgodilo. In nismo dopustili, da bi se udejanilo tisto, za kar smo prosili, ker nismo dopustili, da bi tudi med nami lahko se razširilo to odpuščanje. To je tudi lakmusov papir, koliko tudi se zavedamo tega, kako smo vsi zasvojeni, ne? Da nehamo obsojati drugega, kakšen je drugi, ne? Kak je on slab, ne? Kak je nemogoč in vse. Ampak da se zavedamo, vsak iz nas je tako ali drugače nemogoč. In nihče od nas ne more polnosti biti kristjan in polnosti zaživeti tudi to krščansko življenje, brez tega, da nam je odpuščeno, da mi je odpuščeno in da tudi zmorem v Bogu drugim odpustiti. Da lahko to res zaživi. In tukaj tudi potem je tišina, ne, da se malo stavimo, da se zavemo, kaj je tisto, s čimer prihajamo, in da zmoremo res iz srca priznati tudi svoje grehe. In da je včasih dobro, ne, da tudi ne samo Bogu priznamo, ampak da tudi priznamo drug drugemu in prosimo odpuščanja. Tudi, da ni tukaj samo nekje na vides, ampak tudi, da v tistih ljudeh, katerih vemo, da smo ga užalili, ranili, da gremo do njega in ga prosimo odpuščanja. In da tudi smo pripravljeni drugim odpustiti, ki pridejo k nam. Ne? Da smo pripravljeni deliti to Božjo milost. In potem duhovnik, ne, na naše kesanje odgovori in ponavzoči tisto, kar nam tudi Bog govori in obljublja, da nam on odpušča grehe, da je njegovo odpuščanje resnično. In mi odgovorimo, ne, amen, ne, kakor je že omenil Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, ne, ampak tam skupaj, tukaj pa tisto, verujem, ne, ta amen je zelo pomemben, ne, da ga ne zopet kar tako govorimo, ampak da je izraz našega poslušanja, da se zavedamo, s čim, kaj potrjujemo, ne, da verujemo to, kar je tukaj duhovnik molil, ne, da zaupamo to, da je tukaj je naša izpoved vere, tako je, to je resnično, verujem to, s tem se zedinjam, kar je sedaj tudi duhovnik molil, kar je izrazil na glas, jaz temu pritrjujem, je ta odgovor skupnosti nas vseh skupaj zedinjene vere. Potem so ti vzkliki Gospod usmili se, ne, ki so izmenjajoče, ne, lahko duhovnik, ljudstvo, ne, ali je zbor in ljudstvo, ne, da se tukaj prav to skupno klicanje Bogu in ponavzočevanje tega, da je Bog tisti, ki je usmiljen, da je tisti, ki se nas usmili. In potem je ob nedeljah, praznikih prav slava, ne, kako izraziti to veselje, radost nad navzočnostjo Boga med nami. Boga Očeta po Kristusu Svetem Duhu, da ga slavimo, da ga častimo, da ga poveličujemo. Lahko jo pač recitiramo, ampak zopet, na kakšen način jaz to izgovarjam, na kakšen način jaz stopam to noter, kakšen način dopustim, ne, da me tudi te besede dvignejo, da mi pogledajo ta pogled na Boga in v njem in skupaj z njim tudi na moje bližnje. In potem je zopet povabilo, ne, duhovnika, da se zberemo, ko smo se odprli Bogu, Božjemu usmiljenju, ko smo prosili, da nas očisti, nas odpre, odstrani vse tisto, kar nam preprečuje, da bi lahko bili z njim v ljubezni združeni in z brati in sestrami, ko smo odprti, tako prazni samega sebe, ko se greh nas napolnjuje za samim sebe in za vsem zlom, ki nas hoče zapreti pred drugimi in Bogom, je, da bi lahko, skupaj sedaj prišli pred Boga, Očeta v Jezusu Kristusu za skupno prošnjo. Kaj je tisto, kar
prinašamo pri tej sveti maši Bogu sebe in tisto, kar nosimo mi sebi in celo človeštvo. Ne? In tako je ta glavna prošnja, ki povzame tisti praznik ali god ali dan, ki ga obhajamo, ne? Ali nedeljo, katera je, in da mi se najprej smo v tišini, molku, ne? Če prenesemo tudi duhovniki, da je malo molka, ne? In tudi ljudje, da to se naučijo, ja, da se zavemo, zdaj smo skupaj tukaj pred Bogom, ne? In Bog je tukaj zdaj, da nas tudi posluša. Bog je tisti, ki nas posluša, in Bog je tisti, ki nam govori. In je tukaj to, da je naš Bog, je Bog, ki posluša tudi nas in ki želi slišati nas, ki želi slišati to, kar mu govorimo, kar mu izpovedujemo, kar nosimo v sebi, tudi naše stiske in vse drugo, kar je v nas, ne? Da nas on posluša. In je potem mašnik, ki moli to prošnjo glavno, in mi ne ponavljamo vse besede, ki jih on govori, ampak potrdimo, da, nebeški Oče, tudi mi vsi te to prosimo. Vsi te skupaj se zahvaljujemo, ker najprej ta glavna prošnja je najprej zahvala Bogu za vse tisto, kar je delal za nas in kar še posebej v določenih praznikih in nedeljah obhajamo. V nedeljah še posebej tudi obhajamo spomin vstajenja. Vsaka nedelja je praznik vstajenja in zato tudi v Rusiji je nedelja, se imenuje vstajenje. Ne? Imajo ime vstajenje. Tudi zdaj, v komunistični dobi, pač kot je ostala ista beseda. Je najbolj krščansko ime za nedeljo. Ne? Mi nedeljo imamo ne delaš, ne? Se ne dela, ne? Ali pa nemški, anglosaški dan sonca. Ne? Rusi so čisto vzeli, čisto so se odpovedali svojemu prejšnjemu imenu in so dali čisto krščansko, vstajenje, ne? Kakor je vsaka nedelja, ne? Se zavedati prav vstajenje. To praznik zmage Jezusa Kristusa in v njem tudi naše. In potem tudi, ko je ta prošnja, ne, tudi ta začetni del je tisto, da stojimo ves čas, da bi nekje smo pripravljeni vstopati v to, da bi mogli potem v drugi del, ne, tega, da bi prisluhnili Bogu, ne, Bogu, ki nam govori. In je tukaj zopet ta Božja beseda, najprej berilo, ki je napove berilo iz tega in tega pisma, ne? In potem mi, ko konča, reče, to je Božja beseda, ne? Poslušali smo Božjo besedo, odgovorimo Bogu hvala. Ne? Je prav tukaj, ne? Zdaj ta Bogu hvala, ta odgovor, ali res iz srca, ali je samo navaden. Ne? Če tukaj res mi poslušamo in se zavemo, kakšen dar je, da smo lahko slišali, kaj nam Bog govori, potem bo to iz vsega srca prišlo ven, ne? Bogu hvala. In res Bogu hvala, da naš Bog ne molči. Naš Bog ni tak, ne, kako so mnoge žene, ne, do mož, ki mu ne povejo, kaj naj naredi, kaj si želijo, da bojo vesela, ne, da bo srečna. Ne. Ali pa tudi mož ženi. Ne. Ja, če me imaš rada, če me spoštuješ, boš že vedel, boš vedela. Ne. Bog ni naš tak. Ne. On nam pove, kaj je tisto, kar ga razveseli. On nam pove, kaj je tisto, kar daje polno življenje. Ne. In zato moramo tudi mi drugemu povedati, kaj je tisto, kaj nas veseli. Vprašanje pa je, če mi sploh vemo, kaj nas veseli, ne? In kaj nas veseli. In to mnogi potem zakonci si tudi priznajo. Saj še sam ne vem, kaj hočem. Tako kot je ena gospa rekla, da je njen oče pri 90 letih vprašal svojo ženo, nekaj leto je pač mlajša, pa povej mi, kaj želiš. Ne? Po več kot 60 letih zakona, pa povej, kaj želiš. Ne? Ja, povedati drugemu. Bog nam pove in to je res
biti hvaležen tega, da nam pove, da ni nam treba nekaj iskati, ne? Ampak slišati in izpolniti. To je pomembno. In potem je tudi psalm, ki je zopet ta dialog. Potem je tudi nedeljah, praznikih je še drugo berilo, ne? Potem gre naprej tudi vstanemo z alelujo, ne? Da se počastimo Jezusa Kristusa, ki nam spregovori še posebej po evangeliji, ki je zopet ta dialog tudi duhovnika, mašnika, ki zopet pozdravi Gospod z vami, potem s tvojim duhom, na to iz svetega evangelija. Mi počastimo, slava tebi, Gospod, ne? Ti si zdaj z nami, ti nam sedaj govoriš, želimo te poslušati, ne? In potem to je Kristusov evangelij, hvala tebi, Kristus. Vse to je izmenjava, ne? Je eno stopanje, ki pa je lahko zelo osebno, zelo skupnostno, ki nas poveže, lahko pa je samo ena formalnost, ne? Ali smo prav izgovorili ali ne. Potem zopet sedimo, poslušamo homilijo, stanemo, izpovemo vero, izpovemo v tej veri, v kateri smo zbrani, in tej veri tudi povemo svoje prošnje cerkve, ljudstva, svoje tudi Bogu. In je Bog tisti, ki nas posluša in ki nam obljublja, da sliši in da bo uslišal, ne? In s to vero, kako prihajamo. Potem se začenja evharistično bogoslužje, ki zopet povabljeni smo, da prinesemo darove, ne? Ne, da smo nekje pasivni, ne? Ampak da skupaj koministranti prinesejo kruh in vino, in je potem duhovnik ima te začetne molitve, ne? Ki so molitve brati in sestre, najprej hvaljen Bog, Gospod vesoljstva, po tvoji dobroti so prijeli, mi odgovorimo Bogu čast in hvala vekomaj. Ja, da v to nota prinesemo sebe, vse svoje življenje, vse tisto, kar nosimo, kar je v nas, da tukaj zopet postane to, da Bog želi nas prijeti in vso skupnost skozi te kruh in vino nas vključiti v to zahvalno spravno daritev, da bi vse to postalo v njem za nas kruh življenja in duhovna pijača, ampak to ne more postati, če mi nismo pripravljeni nič prinesti Bogu, ne? Ne samo tisti denar, ki se pobira, ne? Ampak tudi naše življenje, naše prizadevanje, trude, tudi naše padce, naše slabosti, ne? In je tukaj, ne? Ali sprejmemo to povabilo Boga, ki nas posluša, ali mi mu povemo, mi izročimo ali ne. On nas zares posluša. Ali verjamemo, da nas res posluša in da želi sprejeti vse tisto, kar nosimo v sebi. Da želi nam pomagati, da bi to lahko zaživelo, da bi lahko zaživeli skupaj z njim novo življenje. In potem ta molitev naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, odgovorimo, ne? Ta zavest, ja, da je ta naša daritev, to, kar smo bi prinesli, verujemo, da nam bo, da tudi on sprejme. Potem je prošnja nad darovi, molitev, ne? Ko govorimo amen. Potem je zopet evharistična molitev, ki se nadaljuje, to povabilo, Gospod z vami, ne? Je z nami, s tvojim duhom, kvišku srca, da dvignemo srca, veselju, da smo lahko zdaj skupaj. Imamo jih pri Gospodu, zahvaljamo se Gospodu našemu Bogu, spodobi se in pravično je. In potem je slavospev, ki mu sledimo, ga poslušamo in odgovorimo potem s to skupno molitvijo, svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Potem sledi spremenjenje, ko klečimo ali stojimo, ko stopamo v ta čudež Božje ljubezni, preobrazbe, ko se ne samo kruh in vino spremenita v Kristusovo telo in kri, ampak vsi skupaj postajamo bolj Kristusovo telo, Kristusova navzočnost, da bolj zaživi cela skupnost Kristusa, da bi vsi skupaj lahko ponazočevali Kristusa. In je tukaj tudi ta odgovor, tvoje smrtno znanje, moje drugo, ko je skrivnost vere, ne? Potem sledimo to v tej molitvi, pomembni molitvi in potrjujemo z amen.
potem povabili zopet, da se zavemo svojega dostojanstva, da smo skupaj kot Božji otroci. Molimo skupaj, Oče naš, da smo vsi ena družina, da so vsi tukaj zdaj zbrani moji bratje in sestre in sem povabljen, da jih tako spoštujem in cenim, kakor jih Bog Oče ceni in jim da je vse. Potem je ta molitev zopet duhovnika, reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, in potem odgovorimo tvoje kraljestvo, tvoja oblast, da se prepustimo temu delovanju Boga. Potem je zopet molitev pred pozdravom miru, ki se zaključi, zopet rečemo amen. Potem duhovnik povabi Gospodu mir, bodi z vami in opet govorimo s tvojim duhom in smo povabljeni, da delimo ta mir drug z drugim. Ne? Da ni to breme, ne? Ampak da je to radost, da smemo drugemu deliti Kristusov mir, da smemo biti glasniki miru, njegovega odpuščanja, njegovega usmiljenja. Potem je tudi zopet ta molitev jagnje Božje, ki jo skupaj in izpovedujemo vero v njega, ki je navzoč med nami tudi po podobi kruha in vina. In duhovnik, ki zopet dvigne, glejte, to je jagnje Božje, da se zavemo, zopet glejte, ne, glejte to, ne, da bi prepoznali njegovo navzočnost in da bi v tej navzočnosti njega, ki ga bomo zaužili, mogli tudi prepoznati navzočnost v bratih in sestrah, ne. Saj je navzoč v nas tudi, ne, in želi biti v nas navzoč in nam pomagati, da bi čim bolj izžarevali to njegovo navzočnost. In če je v nas navzoč, potem mi ne moremo drugače gledati drugih, kakor gleda Kristus, ne. In ko beremo evangelije, vidimo, kako je Kristus gledal tudi javne grešnike in vse druge, ne. Kako je nikoga ni izključeval in da je bil trd samo s tistim, ki niso hoteli priznati Božje usmiljenje in da so Božjega usmiljenja deležni vsi ljudje in da nihče ni izključen iz Božje ljubezni. Tiste je karal, ne, farizeje in pismouke, ki niso dopustili Bogu, da bi lahko bil Bog za vse, da bi lahko vsakega sprejel tako, kot je sprejel izgubljenega sina. Ampak je večkrat kot starejši brat, ki čuti, kako da ta sin ni vreden Božje ljubezni, očetove ljubezni. In tukaj, ne, da tudi ta nisem vreden, ko izrečemo, ne, da prideš k meni, je prav to, ne, da ni Bog dolžan, da pride k nam, ne, ampak je on, ki se nam podarja vedno znova. Ne. V Bogu smo vedno imamo dostojanstvo njegovih otrok, ne. Smo njegova podoba, smo njegovi otroci in želi biti z nami. Problem je samo to, če mislimo, da je zdaj on dolžan, ne? Da ni to njegova zastonska ljubezen. Prav to izpovedujemo, da je to čista zastonska njegova ljubezen. Ne? Da je tak do nas, da je naš oče in da smo povabljeni na to gostijo, da se nahranimo skupaj, ne? Da postajamo vedno bolj živa navzočnost v njem in da tudi, ko potem prihajamo Kristusovo telo, rečemo amen, verujem, izpovedujem verovan, verujem, da je tukaj Kristus, da njega prijemam. Da smo potem tudi s Kristusom povezani, združeni v tudi tihi molitvi. In potem zopet ta prošnja po obhajilu, s kateri povabljeni molimo, zahvalna molitev, kateri se zahvaljujemo in pritrdimo amen. In potem je še sedimo, je oznanilo, zaključek maše, zopet blagoslov Gospod z vami, ki vstanemo s tvojim duhom in je ta blagoslov, ki nas zopet potrjuje, da nosimo na sebi blagoslov Boga Očeta po Jezusu Kristusu, Svetem Duhu, da amen verujemo in naše poslanstvo, pojdite v miru in prinašajte to mir. Nadaljujte živeti ta dialog, to navzočnost Boga, ne? Prepoznavati Boga tudi v svetu in ga prinašati v svet. Da tako, kot smo bili pri maši deležni Boga,
želi, da bi drugi bili po nas deležni tudi njega in da bi ga prepoznali tudi sredi vsakdanjosti. In rečemo Bogu hvala. Tako, to je tisto, kar sem skušal povedati, malo sem bil predolg, se opravičujem, pa se zdaj malo ustavimo za 2 minute, potem boste imeli možnost, da tudi kaj vprašate, delite prav malo vprašanje, kaj se dogajalo meni med predavanjem, kaj mi ostaja za življenje, kaj bi rad delil z drugimi, imam kakšno vprašanje. Pa si vzamemo zdaj malo molka, tišine in dopustimo, da odmeva to, kar smo poslušali.